Tokrat v občinskem informatorju. Pripadnik Slovenske vojske v Oklahomi dosegel skorajda nemogoče. V Zlatoličje poluska zlata. V Kungoti kolopark tudi uradno predan uporabnikom. Pregled stanja cest v krajevni skupnosti Kamnica. Na Destrniku skrbijo tudi za sodobno piščančerejo. Festival oblikovanja Maribor, tokrat v virtualni obliki. Lepo pozdravljeni. Aleš Siničič, pripadnik Slovenske vojske, ki sicer prihaja iz Miklavža na Dravskem polju, je v Oklahomi na vojaškem testu fizične zmogljivosti edini v generaciji in kot četrti izmed vseh ameriški vojski dosegel maksimalno število točk. Povedal nam je, kako je test potekal in kakšni so občutki ob tovrstnem uspehu. Govorili smo z Alešem Siničičem, pripadnikom Slovenske vojske, ki mu je v vojaški bazi v Oklahomi, kjer je bil na prestižnem vojaškem izobraževanju, uspelo skoraj nemogoče. Na posebnem testu fizične zmogljivosti je kot edini v generaciji dosegal vse možne točke. Ta test se imenuje Army Combat Fitness test, ki so ga sprejeli pred kratkim, se pravi, da se dogaja še nekaj spremembe tega testa, ampak ta test bo v celoti prišel v veljavo nekje naslednje leto. Upravlja pa ga ameriška vojska, se pravi testiranje traja že dalj časa, upravlja pa ga že nekje 2 leti. Zahteve so izjemno visoke. Standardi so postane zelo visoko, zato je potem tudi tako malo število vojakov, ki ne uspelo ta test upraviti brezhibno. Opiše nam svoje občutke ob dosežku. Sem pa zelo vesel, da mi je to uspelo, saj je bil to eden izmed ciljev, ki sem si zadal že v prihodu. Se mi pa zdi zelo pomembno, predvsem ti vsi mali naši uspehi, vseh športnikov in vseh ostalih, ki zelo prispevajo k prepoznavnosti Republike Slovenije in naših krajev in Slovencev v svetu. In to se mi zdi največji uspeh vsega skupaj. The Major General Anderson Iron Leader awardee is First Lieutenant Aleš Siničič from Maribor, Slovenia, going to 72nd Brigade, Shorehead Battery. Prizna, da mu je ogromno moči dala družina, ki je pred časom pripotovala k njemu. Največjo oporo mi je seveda moja družina, ki mi že od vsega začetka stoji ob strani in mi je pomagala v teh, se pravi pri pripravah, pri vseh treningih, pri vsem skupaj so mi stali ob strani, tako da mislim, da brez moje družine to ne bi bilo mogoče. Omenjen test sicer vsakoletno opravi okoli 1 milijon vojakov, ki so v ameriški vojski. Ta test je sestavljen iz 6 različnih sklopov vaj, se pravi mrtvega dviga, meta žoge, hrbtno sklet, 50-metrskega poligona, dviga nog na drogo in teka na 3200 metrov. Te vaje si sledijo v točno določenem zaporedju in celotni test je potem potrebno opraviti v 90 minutah oziroma v manj kot 90 minutah. Povedal nam je, kako test pravzaprav poteka. Prva vaja so 3 ponovitve maksimalne teže mrtvega dviga in druga vaja je met 5 kg težke. Druga vaja je met 5 kg težke žoge čez glavo v daljino. Tretja vaja je potem maksimalno število ponovitev sklet z iztegom rok v spodnjem položaju v 2 minutah. Četrta vaja je sestavljena iz šprinta, vleke 40 kg sani, stranskih korakov, nato prenašanja 18 kg uteži in nato se ponovno zaključi s šprintom. Peta vaja se izvaja na drogo in predstavlja maksimalno število ponovitev dviga nog iz vese. In pa zadnja vaja se izvaja po 5 minutah počitka in je tek na 3200 metrov. Pred vrnitvijo domov so se odpravili na potovanje. Uživamo še zadnje trenutke tukaj v ZDA na potovanju po zahodni obali in seveda čakamo na vrnitev v Slovenijo. Za omenjen dosežek je 32-letnik prejel nagrado MG Anderson Iron Leader Award, zraven tega pa še posebno priznanje bataljona zračne obrambe ameriške vojske. V Staršah oziroma Zlatoličju vse bolj obujajo staro tradicijo iskanja zlata v reki Dravi. In zato, da bi našli nekaj manjših lusk zlata, je treba obrniti veliko lopat kamenja, preteči pa mora tudi veliko vode. Ob tem pa poudarjajo, da gre predvsem za doživetje, ne pa toliko, da bi nekdo z najdenim zlatom tudi obogatel. A doživetje, skupaj še z drugimi dogodivščinami in predstavitvami, je v Zlatoličju zagotovljeno. Zlatoličje se ponaša zelo bogato zgodovino, v kateri so zlatokopi iskali tudi zlato v reki Dravi. Želite doživeti utrinek starodavnega časa, ko so pridobivali to žlahtno kovino v naših vodah, se nam lahko pridružite na razgibano, dinamičnem, sproščenem, poučnem pa prijetnem druženju.
Z nami je tudi naš strokovni sodelavec, dr. Sašo Šantl, ki vam bo predstavil, odkot dravsko zlato sploh izvira in pa njegovo zgodovino izpiranja na reki Dravi. In kako se pravzaprav išče zlato, nam je povedal svetovalec projekta Zlata Drava. Najprej se pride na neko tako lokacijo, če pogledamo neko tako odsek reke, ki je okljuk, zavita reka, torej nekje na notranji strani se pričakuje, da se te zlate luskice tudi lahko gosteje naberejo, skoncentrirajo. Seveda se najprej teren potem malo preizkusi, preveriš, koliko je v kakšni eni lopati ali parih lopatah teh luskic. Ugotoviš, če je neka taka količina zanimiva za doživetje, se potem seveda lahko postavi tak malce izpiralnik, tak ročni izpiralnik se temu reče. In ne vem, zmečeš 100 lopat in potem tisto, kar se ti nabere na izpiralniku, potem fino izpereš in lahko imaš srečo, da recimo lahko dobiš tudi kakšnih 200-300 luskic. Pri tem pa ne gre za to, da bi nekdo obogatel. Ne, predvsem gre za to doživetje, da lahko vsak doživi, da tudi sam, tako kot če gledamo zdaj po televiziji na teh Discovery Channel, National Geographic, kako iščejo to zlato. Torej imamo tudi priložnost v Sloveniji, da lahko vsak najde svoje zlato. Za nekaj lokacij, kjer bi bilo skoraj zagotovo zlato, že vedo. No, zdaj tam, kjer ni, pač tudi ne bomo kopali. Zato je najprej tisto testiranje, ponovadi pač kopljemo tam, kjer je pojavnost zlata. Luskice pa seveda lahko nabere, ne vem, odvisno, koliko je malo sreče, tudi lahko, ne vem, za 0,1 grama se lahko nabere zlata, lahko pa tudi, če imaš srečo, tudi malo več. Ampak je pa res treba za to, kar malo precej delati. Ampak recimo mi to jemljamo kot neke vrste taka rekreacija v naravi. Sicer pa so v Zlatoličju pripravili več vrst paketov doživetij, ki jih bodo ponudili takoj, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Od adrenalinskih pa do pustolovskih, namenjeni pa so čisto različnim skupinam, od 8 ljudi naprej. Zdaj sicer v času teh koronskih ukrepov in omejitev se pač skladno s tem, so pa torej namenjeni popotnikom, raziskovalcem, športnikom, družinam, otrokom, dijakom, poslovnim partnerjem, imamo tudi možnost team buildingov. Za vsakogar poskrbimo z nepozabnim doživetjem. Dogajanje pa poteka v neposrednji okolici reke Drave, zajemajo pa lahko različne vrste aktivnosti v naravi, odvisno od želj udeležencev. To pa ne nazadnje lahko vključuje tako ustvarjalne delavnice za otroke, ki jih lahko pripravijo kar na obrežju Drave, ali pa se preprosto najde nekaj prijateljev, ki skupaj zapojajo pesem ali dve. Za prijatelje si treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znat potrpeti. Nagnimo vrst slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje dobro le najboljše. Lani poleti so začeli graditi kolopark pri osnovni šoli v Kungoti. Te dni pa je že bila slavnostna otvoritev in objekt je bil predan v uporabo najmlajšim. Slavnostno so ob manjši prireditvi priredili tudi tekmovanje, mi pa smo povprašali otroke, če jih pridobitev veseli. S soncem obsijan kolopark v Kungoti je bil manj kot leto od začetka gradnje predan v uporabo najmlajšim. Po tem, kar nam povedo otroci, lahko sklepamo, da je to pridobitev leta v občini Zanje. Dan smo tu tudi, ko dežuje, dokler ni pump-track moker, smo tu in vodimo. Kaj pa bi svetovala tistim, ko so še majhni, pa ne znajo še? Da uporabljajo čelado, da jim zaščiti glavo, pa da isto, če hočeš nekaj doseči v življenju, vedno vztrajaj, pa nikoli ne obupaj. In da najde nekoga, ki zna skirujati ali ki se zna voziti in mu nauči, tako me je Eva naučil, in pač vztraja. Županja je ponosno opazovala otroke na dan otvoritve. Pokazali so kar nekaj drsnih skokov in vragolij. Letošnja situacija in iz lanskega leta, torej v bistvu se že to vleče eno leto, nam je kar precej zagodla glede same uradne otvoritve in predajo v uporabo uporabnikom tega našega koloparka, na katerega smo vsi izjemno ponosni in vsi zelo veseli, da ga imamo v naši občini. Tako da veseli smo današnjega dne. Verjamem, da bo služil svojem namenu. Tisti, za katere je bil namenjen, torej otroci, najmlajši in mladina, so zelo veseli te pridobitve v naši občini. To je bil tudi naš cilj in namen. Medtem ko so se domači otroci veselo poganjali po koloparku, pa so dekleta popestrila dogajanje s plesno točko. S plesom se ukvarjajo že dolgo. Jaz treniram že 11 let.
Ja, jaz treniram 7 let hip-hop. Jaz pa 3 leta. Jaz pa 8 let. In zakaj ste se odločili za ples? Jaz sem se odločila, ker sem vedno rada plesala, pa pač veseli me to. Jaz sem prek družine, pač cela naša družina že pleše, pa sem pol tudi ja šla. Okay. Jaz sem dosti mojih prijatelj in prijateljic videla, da dosti pleše hip-hop in sem pač probala. Meni pa je ples pač neka zabava in sprostitev. Otroški smeh bo tako več kot očitno na koloparku mogoče slišati nenehno. Otroci bodo na tak način dneve preživljali aktivno ter na prostem. Da park živi, danes ste se lahko sami prepričali, da so že res pravi mojstri, od tistih najmlajših že v vrtcu pa vse do zadnjih zaključnih letnikov osnovne šole. Vsi ti so dokazali, da bo dejansko park živel in gre za enega boljših projektov, vedno to rečem, ne glede na relativno sprejemljivo vrednost investicije, enega izmed boljših projektov ta trenutek v naši občini. To so projekti, ki služijo svojemu namenu, ki dajo dodano vrednost, ki lepo sovpadajo v to šolski okoliš in preostali športni park. Prostor je sicer uporaben v praktično vseh vremenskih razmerah, saj asfaltna vozna površina omogoča varno uporabo. Atraktiven način rekreacije pa je primeren za prav vse generacije. Te dni se odpravljamo po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v mestni občini Maribor in preverjamo, katere investicije so bile izvedene v času županovanja Saše Arsenoviča. Tokrat smo obiskali krajevno skupnost Kamnica. Obiskali smo krajevno skupnost Kamnica in govorili s predsednikom Sebastianom Javšovcem, ki nam je povedal, kaj je bilo v Kamnici v zadnjih 2 letih sanirano na področju cest. V zadnjih 2 letih je bil narejen odsek na Grič 170 metrov asfalta, bila je narejena nov asfalt na Mariborski otok. Potem sta bila 2 odseka, kjer se je delala kanalizacija v cesto v Rošpoh, to se pravi 2krat po recimo 100 metrov. To pa je tudi zaenkrat vse, kar se je naredilo. Krajani se zaradi nevarnih cest pogosto obračajo nanj s prošnjami po pomoči, a kot poudarja, žal sam ne more ničesar storiti. Kot krajevna skupnost sami smo, tako delamo redno vzdrževanja na svojih 23 kilometrih. Potrebno pa je marsikaj postoriti. In katere ceste so v Kamnici pravzaprav potrebne prenove? Varbanska ulica, največja, bom rekel, problematika je Kamniška graba. Tam je treba narediti kompletno cesto do silosa v Kamniški grabi z kanalizacijo, potem cesta na Urban, ker je tukaj turistična pot do Svetega Urbana, cesta na Grič, ki je povezava z Malega Rošpaha nazaj dol proti mestu. Skratka, vse ceste bi skoraj trebalo narediti. Ne? Kakšne so ceste, smo se prepričali tudi na lastne oči. Povedal nam je tudi, katere ceste so planirane v letošnjem letu. V trenutnem delu se obnavlja Repruška cesta, zaradi katere je toliko polemike. Potem se dela iz Vrbanskega platoja z novi plinovod, katere bodo to cesto obnovili. V letošnjem letu je plan še en odsek na Urbano, bom rekel, novega asfalta, mislim, da v dolžini okoli 300 metrov. Ob koncu sklene. Ceste hitreje se uničujejo, kot se delajo. Jaz prosim vodstvo, da bi pač čim več naredilo na temo, da bi se ceste obnovile, ker krajani si zaslužijo, da bi imeli lepe ceste. Kamnica je sicer ena večjih krajevnih skupnosti v Mariboru in druga, ki ima največ cest. Za 23 km skrbi krajevna skupnost sama, ostali 2/3 sta v upravljanju Nigrada. Drugo leto je predvidena rekonstrukcija ceste od Kostanja proti Salaju. Na Desteniku je tudi sodobno urejena farma piščancev, ki jo vodi Martin Gregorec. Hlev so naredili kar v 2 etažah, piščancem pa v skladu s sodobnimi načeli omogočili tudi izhod na prosto. Zato, da imajo piščanci prost izhod iz hleva, so se odločili pri gradnji novega. Mi, ki smo delali hlev na novo, smo se pač odločili, da če je piščancem prijazna reja, da pač gremo po tej poti naprej na sodoben način. In v bistvu je kar boljše, če so piščanci več zunaj, je boljše za njih pa za hlev. Najmlajših piščancev pravzaprav ne spuščajo ven, počakajo tudi, da je zunaj dovolj toplo. Piščanci ne grejo ven grejo pri starosti 22 dni, pa seveda, če so vremenski pogoji primerni za to. Mora biti 10 stopinj zunaj, da lahko pol grejo piščanci ven na zrak.
V hlevu imajo v povprečju od 20 tisoč do 21 tisoč piščancev. V notranjosti imajo zanje tudi podest. To so, mi pravimo, igrala, ne, ker v bistvu zaradi tega imajo pol večja prse piščance, da so pač bolj telovadijo, ali kako bi temu rekel, bolj so to. Ja, pa ker hodijo ven, je manj gužve not, ne, v bistvu manjša gostota na kvadratni meter, zato je tudi pač to prijazno piščance. Hranjenje imajo avtomatizirano. Kako v bistvu piščanci jedo, tako se v bistvu krma vklope, traki se šaltajo spodaj in v bistvu polni sprote, ko pa pojedo zadnjega, pa v bistvu od zunaj silosa krma prihaja notne. Ja, to je vse avtomatsko, tako da to je že v bistvu res vedno tako. Ja. Piščanci so sicer pri njih 41 dni, na leto pa imajo približno 6 turnusov oziroma menjav. Srednja šola za oblikovanje že 6. leto zapored prireja festival oblikovanja Maribor. Zaradi epidemioloških razmer je potekal v prilagojeni obliki. Pripravili so številne delavnice, pa tudi spremljevalni program, sestavljen iz glasbenih točk in zanimivih gostov. Srednja šola za oblikovanje Maribor je že 6. leto zapored organizirala festival oblikovanja Maribor. Tokrat so se preselili v spletno okolje. Pripravili so pestre programe, ki so bili sestavljeni iz glasbenih točk, gostili so tudi številne zanimive goste. Kolikor je nas, toliko je različnih svetov in vsak na svoj način dojemamo nam znano in neznano, vsiljeno ali utečeno. Ker občutek ne mine, žalosti skine, a vedno bo ona bo tam, le dotik be alive. Pristali smo tam, kjer si nihče niti ni upal pomisliti, niti ni o tem razmišljal. Pristali smo pa tudi na našem FOMBu, ki se z vsemi močmi bori proti ukrepom, ki neusmiljeno posegajo v delo mladih, v delo šole in z vsakim dnem znova omejujejo kreativnost, motivacijo, voljo do ustvarjanja in znanja. Prvi dan se je odvil dan medijcev. Luka Dagskobler, dokumentarni fotograf, novinar in fotoreporter iz Kranja, je predstavil svoje fotografsko popotovanje in podal nekaj nasvetov tistim, ki se podajajo na to pot. Fotozgodba je lahko kot knjiga, sestavljena iz poglavij. Ne? Se pravi, vsako poglavje je svoja informacija, nekaj doda končni zgodbi. Ne? In če imaš dosti teh poglavij, potem imaš fotozgodbo. In recimo mene je urednica na Juniorju zmeraj vprašala, ker sem kakšen predlog imel, ja, koliko boš imel pa fotk. S tem ni mislila, koliko jih bom naredil, ker naredil jih bom 4000, ne, siguren. Ampak jo je zanimalo, koliko bo različnih fotk. O svoji poti radijske moderatorke in tehnike je spregovorila tudi Mateja Hržič. Jaz bi rekla, da je lahko radijec za dan vsakdo. To se pa so najbrž kar strinjali z mano, da ni več tako zelo pomembno, kot je bilo včasih, da imaš lep glas, da lepo govoriš, da je to tista prava slovenščina. Se mi zdi, da pravzaprav, če človek ima neko energijo, če si želi podajanje informacij, če uživa v radijskem etru in če se res potrudi za to, potem ima dobre možnosti, da postane radijec. Dan kasneje je potekal dan frizerjev. Na današnjih delavnicah, torej poimenovali smo jih kreativne pričeske, ustvarjamo barvanje, različne tehnike barvanja, torej večplastno barvanje ali modno barvanje in modna striženja. Naša delavnica se imenuje Svet vitaminov. Iz različnega sadja in zelenjave smo iztisnili sok, polovico smo ga dali prekuhati, ker želimo ugotoviti tudi, ali temperatura vpliva na količino vitamina C. Zdaj bomo pa za preprosto analitiko torej določili vsebnost tega vitamina. Gostili so tudi Martina Peroviča. Ker ne nazadnje vse to, kar mi tukaj naredimo in vse te ženske, ki grejo od nas s svojimi novimi frizurami, so naša reklama. In nikakor si ne bi želel, da iz tega salona grejo ven take frizure, ki bi se jih jaz kot estet in kot strokovnjak sramoval. Zadnji dan je bil v znamenju oblikovalcev. Moja delavnica nosi naslov Moj notranji in zunanji svet, kar pomeni, da dijaki ustvarjajo na temo svojih notranjih oziroma zunanjih svetov. To se pravi, vse to, kar poznajo oziroma kaj si želijo v prihodnosti,
Skratka. V virtualni oddaji je bila gostja Sonja Šterman, predavateljica predmetov oblikovanja in oblikovalka. Naša delavnica se imenuje Izgubljeni svetovi in sicer dijaki raziskujejo in zbirajo podatke o ekosistemih, ki izginjajo pred našimi očmi. To so recimo ledeniki, koralni grebeni, tropski gozdovi, največja jezera. Zdaj smo imeli prvi del delavnice, najprej smo imeli zjutraj eno malo takšno kratko ogrevanje, kar so nas letos naučili eni prijatelji iz Južne Afrike, ko smo se letos decembra z njimi povezali, potem smo imeli eno delavnico z stoli, ker smo nekako v to zgodbo nekako vpeli torej nek zgodovinski kontekst, torej tema je tudi svetovi, smo šli malo pogledati preko te delavnice, zakaj je danes svet takšen, kot je. Festival so zaključili z virtualnim svečanim dogodkom. Letošnje leto drugače, v živo, pa spet nadaljavo, znotraj omejenih okvirjev ekrana. Izdelki dijakov govorijo svoje zgodbe in ponazarjajo svet, kakršnega si zamišljajo. V vsaki kreaciji, frizuri, posnetku, izdelku je del njih in to želijo deliti z nami. Ob koncu je ravnateljica dejala, da je potrebno veliko domišljije in tehničnega znanja, pa tudi iskanja novih rešitev. Celotne videoposnetke omenjenih dni si lahko pogledate na YouTube kanalu Srednje šole za oblikovanje Maribor. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.